Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Prihaja čas za iskrene zgodbe, ki jih bodo z nami delili izjemni ljudje. Nocoj je v našo družbo prišla dama z veliko začetnico. Je humanitarka, je prostovoljka, v prvi vrsti pa žena, mama in babica. Nekoliko redkeje govori o sebi, veliko pa pove o stiskah drugih. V veselje mi je, da je prišla v družbo oddaje Iskreno. Dober večer, gospa Anita Ogulin. Dober večer. Kot sem rekla, mogoče redkeje govorite o sebi, veliko pa o stiskah drugih, kaj ne? Tako je. Glejte, ko vstopaš v življenja tistih, ki bi morala biti boljša, lepša in bolj spodbudna, takrat pravzaprav ni mesta, da govoriš o sebi, ampak predstavljaš stiske, ki jih kot družba moramo reševati in jih tudi rešujemo. Ampak tudi vi prihajate, ste se rodili tako rekoč v nekoliko drugačno, posebno družino. Res je, rojena sem bila staršema, ki sta potrebovala dobesedno očke, ker oče je bil slep, mamica slabovidna in midva z bratom sva ima pravzaprav ta hendikep nadomestila in to že od najnega zavedanja naprej. No, mama je bila tudi ustanoviteljica Društva prijateljev mladine in moje življenje pravzaprav je ves čas vzporedno, se pravi življenje samo, prostovoljstvo in pa seveda humanitarnost ali pa čist preprosto skrb za šibkejše od sebe. Pa vendar, rekli ste zdajle, pomagala sva z bratom. Je bila to takrat za otroka velika odgovornost? Zelo velika odgovornost, tako da otroštvo si dobesedno prelil v to, da si odgovoren za življenje drugih, za življenje tudi odraslih in ni bilo prostora za igro, za druženje z vrstniki, za mnoga doživetja, ki opremljajo otroka na poti skozi življenje. Tako da pravzaprav od otroštva naprej živimo to odgovornost in jo tudi uresničujemo in jaz verjamem, da me bo spremljala do konca. Tako rekoč ne znate drugače? Ne znam drugače. Sem se tudi trudila, sem se tudi to zadevno izobraževala, hodila tudi na neke tretmaje in podobno, ampak nisem uspela in so mi rekli, pa dejte Ogulinova, dejte vi kar tako naprej, tako da ja, ostala sem v tej zgodbi. Pa še obiščete kaj svoj dom? Jaz živim v svojem domu. Kaj je ostalo? V tem domu je ostala odgovornost. Mnogokrat sem si želela zapustiti ta dom, ampak nekako nisem uspela prepričati moža, ki je tudi ta moj dom sprejel bolj za dom kot jaz in sva preprosto smo ostali tukaj. Je tudi Lipa še tam? Ja, Lipe pa ni več. Vaško lipo so podrli, ampak dvoriščna lipa je pa, čeprav je že 3-krat udarila strele vanjo. Aha, ja. Torej kar pestro v vaših koncih. Je vztrajna. Ja. Danes ste, kot sem rekla, sama mama, tudi že babica, žena. Kakšna mama ste? Rekli ste, odgovornost je tista, ki je pri nas doma. Verjetno ste tudi precej odgovorna mama oziroma babica. Ja, kar oboje. Tako, povedala bi, da sem v bistvu kot ena levinja bila za svoje otroke,
za moje vnuke, za vse otroke, ki jih srečujem, ker preprosto jaz mamo živim. In vsak otrok, ki sem ga v življenju kakorkoli spremljala, spoznala, vstopala v njegovo življenje, vsakemu sem hotela biti in sem se tudi uresničevala kot nadomestna mama. Ne morem biti njegova mama, ampak odgovornost mame sem nosila pa ob vsaki zgodbi. In ja, kot mama se mi zdi, da sem bila ljubeča mama, skrbna mama, odgovorna mama. Včasih pa seveda kar preveč ljubeča in sem kakšno mejo premaknila v škodo sebi, ali bi človek temu rekel, v škodo vzgoje. Ja. Ampak je drugače, gotovo je, biti mama in biti babica. Je mnogo drugače. Kot mama sem, se veste, otroci vzorčijo življenje staršev in kot mama sem se trudila, da otrokom dam vse tiste vsebine, ki jih peljejo skozi življenje, tudi odgovorno, predvsem pa, da začutijo varnost, toplino, ljubezen. Kot babica, veste, sem pa povedala hčeri, glej, vzgoja pri vnukih ne bo šla. Moja je zgolj ljubezen, je varnost, je spoštovanje, ker to se mi zdi, da sem kot babica dolžna, ampak nedolžna, to čutim potrebo. Ampak nikoli nisem imela težav, če smo se z vnuki dogovorili za nekaj, nikoli nista prestopila meje. Tako da sta res, se mi zdi, v tem ljubečem, spoštljivem odnosu, res smo ustvarili tako simbiozo, da pravzaprav ni dneva, da se še danes ne slišimo, pa živijo v tujini. No, če bi bili danes še enkrat stari 20, bi bili danes drugačna mama kot takrat? Ja, seveda, z vsemi temi inputi ali pa z vsemi izkušnjami življenja bi bila malce drugačna. Morda bi bila malce bolj stroga mama, morda bi bolj upoštevala oziroma zahtevala, da se držijo meja moja otroka, oba. No, ampak moram povedati, da nisem imela težav otrok, da bi kakorkoli kršili pravila, ki smo jih postavili. Mislim, o meri, da bi bilo karkoli narobe. Ja, bilo je edino to, da sta oba izjemno sočutna, srčna in da pravzaprav sta to svojo humanitarnost, ki sta jo dobila doma, včasih kar drago plačala. Torej, biti preveč sočuten, empatičen tudi ni preveč dobro. Ni preveč dobro, a veste, ker ne znaš postaviti sebi meje, ne? Greš do konca oziroma greš do tja, kjer postaneš marsikdaj tudi izkoriščan ali pa preprosto, ne bom rekla zlorabljen, ampak ugrabljen, tako bi rekla, ker ti vzamejo čas, energijo, pa tudi dobrine. To se je dogajalo mojim otrokom. No, ker tudi pri otrocih pravite, da je treba vedno na nje gledati, kot da so to velike osebe v malem, jih spoštovati. Točno to. Otroka je treba najprej spoštovati, otroka je treba imeti rad, otroka je treba razumeti, otroku je treba postaviti vzorec. Se pravi, mi vzorčimo svojim otrokom življenje, mi jih dobesedno z lastnimi zgledi naučimo življenja. Otroke je treba imeti rad, jim je treba zagotoviti varnost in jih je treba spodbujati in na vse zadnje, a veste, je treba se z njimi tudi sporeči, se je treba tudi kdaj, s temu reče, močno skregati, kje se pa bodo naučili komunikacije strpne, tudi nestrpne in naučili, kako pravzaprav komunicirati, da si sprejet povsod oziroma da zmoreš stiske, da zmoreš probleme in to je to. Je kaj, kar v življenju ali pa pri materinstvu mogoče obžalujete? Veste, ne. Ne obžalujem ničesar več, ker čisto vse, kar sem doživela, smo doživeli, je bila izkušnja. Naučila me nekaj novega, ni bilo skozi lepo, marsikaj je bilo zelo težkega,
Ampak bila je izkušnja in skozi te izkušnje bolj razumem zgodbe, ki mi pridejo naproti in ki jih s našimi sodelavci, pa tudi marsikdaj z družino rešujemo. V nadaljevanju oddaje pa bomo z našo gostjo spregovorili tudi o vseh stiskah ali pa vsaj nekaterih, s katerimi se je sama soočala in ob vsem tem kdaj pozabila tudi nase. Še prej pa ena izmed čudovitih slovenskih popevk. Iskreno z Majo Oderlap. Gostja oddaje Iskreno je izjemna, premalo superlativov bi lahko poiskala. Anita Ogulin. Anita, delali ste tudi v novinarstvu. So to lepi spomini ali malo manj lepi? Ne, kar lepi spomini so. Mnogo sem sodelovala z Matjažem Tankom, gradbeništvo sva sledila, gradbeništvo sva predstavljala. Ne bi vam prisodili? Ja, ne. Ja. Imela sem bila sem sourednica, ali kako bi človek že temu rekel, internega časopisa, Glas kolektiva in seveda sem pisala tudi za druge medije, delala prispevke, intervjuje in podobno in ja, bilo mi je lepo. Tam ste se verjetno tudi srečali s različnimi stiskami, jih spoznali. Ja, res je, tudi novinarka sem bila, rada sem bila novinarka, rada pišem, rada sem sodelovala tudi, ne samo, da sem bila v Glasu kolektiva, da smo ustvarjali svoj časopis, ampak sem pisala tudi za različne medije in v gradbeništvu je bilo tudi veliko stisk delavcev že takrat, tistega obdobja, ko sem bila še zelo aktivna. In veste, ko sem pristopila k neki zgodbi, ja, jaz sem padla vanjo in preprosto sem jo mogla začeti reševati. No in ta pot, ki je bila vpeta v ljudi v stiskah, je seveda največ stisk pravzaprav privedla prav do otrok, do družin, ki niso bile sposobne, ki niso zmogle vzgajati svojih otrok, ki niso mogle poskrbeti za družinsko dinamiko, ki niso zagotavljale varnosti otrokom, ki niso imele dobrih medsebojnih odnosov. In zgodbe otrok so bile tako presunljive, tako pretresljive, da pravzaprav kot nekdo, ki si odgovoren za življenje drugih ali pa šibkejših od sebe, nikoli nisi mogel ostati ravnodušen, ampak smo ukrepali. Ne glede kdaj je bila to noč, je bil to dan, je bil to vikend, je bil to praznik. Otroci so bili z nami, mi smo imeli programe za otroke in ko si zasledil zgodbo, si jo šel reševati. Tudi z družinami je bilo tako, tudi z odraslimi je bilo tako. Stiske so nastajale, ljudje so vedeli, kam ne se obrnejo in mi smo tisti trenutek odreagirali in to počnemo tudi še danes. Ampak delo, ki ga opravljate še vedno, tega ne more početi vsak. Ni vsak rojen za to, tako rekoč. So vas te stiske tudi kdaj pripeljale do vaših stisk? Da ste se vi potem takem znašli v stiski, kako ravnati, kako pomagati? Prav vsakič se znajdeš v stiski, a veste, ker preprosto tisti trenutek, ko začneš reševati, ne veš, ali je to pravilno ali ni pravilno, ali boš uspešen ali ne boš uspešen, ali si se obrnil na prava vrata še naprej, ker ne moreš reševati stiske sam, vedno moraš še privabiti koga v to zgodbo. In vedno imaš dilemo, ali je dovolj dobro, je v redu, bo šlo naprej in ja, stisko nosiš v sebi, dokler ni zgodba rešena, ki se jo lotiš. Tako da marsikdaj sem pa dobesedno, bi rekla, se ustavila in se morala predihati in po noči marsikdaj šla tudi na sprehod, da sem odvrgla vse bolečine, ki sem jih sprejela nase ob vsem, kar sem doživljala v stiski otroka, družine in ljudi, ki smo jih reševali. Ker veste, ko stopiš v stisko nekoga, jo moraš
ali pa jaz jo podoživljati, ne? Jaz se potopim vanjo, jaz iščem skozi to lastno bolečino ali pa njegovo, ki jo vzamem, pot iz nje. In to ni enostavno in marsikdaj, ko vidiš, da zadeva ne teče tako, kot si načrtoval, no, da jo boš rešil, takrat si sam ujetnik tega in si v bolečini, ostaneš v bolečini, dokler ne rešiš. In sebe niste postavili na prvo mesto, kaj ne? Veste, nikoli se nisem znala postaviti na prvo mesto, ker jaz dobesedno to živim že od otroka, to zgodbo. In ko sem v nekem reševanju druge zgodbe, mene pravzaprav ni, ne? Ker moja stiska je njegova stiska in dokler pač ni rešena, veste, greš naprej, ne glede na to, kakšna občutja te spremljajo, kaj je za tabo, kako se tisti trenutek počutiš. Marsikdaj sem bila tudi bolna, marsikdaj je bila to noč, mene so poklicali ob enih po noči, jaz sem reševala otroke z železniške postaje, tudi ob 3 zjutraj, tako da, veste, to so bile tako zelo različne situacije, v katere smo vstopali in hvala res vsem mojim sodelavcem, ki vse to počnejo z mano. Vas je vse to angažiranje, tako rekoč, pravite, prevzemala sem zgodbe, reševala, pripeljalo in pozabljanje, tako rekoč, nase, pripeljalo tudi do bolezni? Glejte, zagotovo, ne, ker če nočeš slišati sebe, če se ne ravnaš po svojih, bi rekla, po znakih, ki te silijo k počitku, k malce odmika od problema, a veste, ves čas si v nekem tempu, ki te tudi izčrpava, ja, takrat dobiš to bolezen, kot sem jo dobila sama. Preprosto sem, ja, neozdravljivo zbolela. Torej, beseda ne mora obstajati. Beseda. Ne zmorem. To je danes mnogim nepredstavljivo, da bi priznali. Ne morem, ne zmorem. Ja, edino to je pravilna beseda in jaz res toplo svetujem čisto vsakemu, da sliši sebe, da sliši svoje telo, da se ravna po tem, kar telo ukaže, da počiva takrat, ko mu telo to reče. Se pravi, moramo se slišati in moramo znati uporabiti besedo, ne, zaradi sebe. No, v nadaljevanju oddaje Iskreno bomo z našo gostjo preverili, ali še kaj vrtnari, ali morda namesto nje vrtnari kdo drug. Sicer pa se bomo posvetili tudi botrstvu in mnogim zgodbam, za katere je zaslužna, oziroma pozitivnim zgodbam, tako rečeno, tudi naša gostja skupaj s sodelavci. Iskreno z Majo Oderlap. Anita Ogulin, nocoj gostja oddaje Iskreno, in njen moto "Vse je mogoče, če se hoče" je tisti, ki bi moral biti vodilo tudi vsem nam. Kaj pravite? Ja, to je res, ker je res vse mogoče, če se hoče. A veste, to dnevno dokazujemo, to dokazujemo z uspešnimi zgodbami, to dokazujemo z uspešnimi ljudmi, to dokazujemo z družinami, ki so bile popolnoma na tleh, pa so znova funkcionalne in vračajo družbi. To dokazujemo z mnogimi zgodbami otrok, ki so uspešni posamezniki, ki res ponosno pravzaprav zremo vanje in nanje in smo ponosni, da so del tudi našega ustvarjanja ali pa prizadevanj. Ker veliko teh je tudi naših prostovoljcev, je tudi naših sodelavcev, naših strokovnjakov in veliko teh je tudi družbeno, bi človek rekel, uspešnih ljudi, ne samo v domovini, lahko opozarjajo nase tudi v tujini. Ko vas opazujem, govorite s takšnim žarom v očeh, da vas prav nič ne more ustaviti. Tudi limfom, za katerim ste zboleli, ne. Ste kaj spremenili vseeno način življenja po bolezni?
No, pošteno povem, da v času kemoterapij pa obsevanj pa tega sem morala malo spremeniti, ker nisem zmogla. Ampak jaz sem bila pravzaprav dnevno v telefonskih ali pa linijah nadaljavo s sodelavci, pa tudi zgodbami, niso me zaobšle, jih je bilo pa manj. Zelo sem se trudila, da bi malce več časa posvetila sebi, morda, a veste, hobijem, ki jih vseeno še imam, ampak vse, kar sem od tega uresničila, je ogromno branja. Takrat, ko nisem mogla ostati, takrat, ko sem bila res več ali manj priklenjena bolj na posteljo. In ja, knjig je bilo, to pa sem uresničila, knjig sem prebrala pa 56. To pa je veliko in čestitke. Vse za nazaj. Razmišljate, da bi tudi kaj napisali? Sem začela. Pošteno povem, zelo intenzivno sem začela malce predstavljati življenje skozi zgodbe, ampak se levom vrnil in takrat sem pa rekla, no, zdaj pa ne bom pisala, kaj se pa zdaj to pravi. Jaz ne moram o sebi, o bolezni, jaz moram o zdravju, jaz moram o tem, kar počnemo, tako da sem kar prekinila. Do polovice približno dela sem prišla, ampak verjamem, da bo še nadaljevanje. Pa kaj še radi počnete? Poleg pisanja, branja. Ja, rada sem tudi vrtnarila, pošteno povem, gledajte, jaz sem rojena na kmetih in vrt je sprostitev, ne. Tako da res ni bilo plevevčka na mojem vrtu in tako, in je bil lep, zdaj pa ni več, zdaj pa so vrtnine, mož poskrbi za to. Meni pa pravijo, da sem se malo pogospodila, ker pač ne zmorem dela na vrtu. Ampak to si tudi zaslužite, biti dama. Ko opazujete zgodbe ljudi, oziroma jih rešujete, tako rekoč, ali ljudje dopustijo danes že, da jim pomagamo? A veste, da vse težje. Zakaj? Zato, ker ta trenutek je, ali pa tik pred to povodnjo, pred tem besnenjem narave, je bilo več kot 80%, bi rekla, prosilcev za pomoč, ljudi, ki so delali, ki nikoli v življenju niso prosili za pomoč. In jih je bilo sram, da bi povedali, da jim je težko. In veste, kar precej energije smo vložili v to, da jih ohranimo v njihovem ponosu, da zmore vse sam in da jim dopovemo, da imajo vso pravico zaprositi, ker so pridni, ker so delavni in ker smo jim kot družba dolžni pomagati v tem času, ko sami dajo vse od sebe, pa ne zmorejo naprej, tudi za voljo otrok. Tako da smo jih opogumili, smo jim pomagali in jaz verjamem, s to našo zgodbo nadaljujemo, čeprav je zdajle povoden in absolutno bomo pomagali vsem, ki so postali žrtve poplav in ki bodo vse svoje prihranke pravzaprav morali vlagati v to, da bodo svoje domove znova vzpostavili za življenje. Povejte mi iskreno, kolikokrat na dan se vprašate, kam gre ta svet? Ljudje delajo, pa zmanjka za osnovne potrebščine, tako rekoč. Veste, sploh ne morem doumeti, da smo postali tako nepravična družba. Ker, veste, mi moramo vedeti, naša družba je večrazredna, mi se strahovito razslojujemo na tiste, ki zmorejo vse in še mnogo več, in na tiste, ki res garajo, pa ne zmorejo niti osnovnega preživetja. Meni se zdi to več kot krivično, predvsem pa se mi zdi družbeno nesprejemljivo. Ker na vse zadnje, veste, res je, dobrina je potrebna za življenje, ampak v življenju smo si pa potrebni ljudje, ker en sam ne more se z 2, 3 avtomobili voziti hkrati, živeti v 5 hišah, imeti vozilo, ladjo in skratka vse mogoče. Pomemben je človek. Človek potrebuje sočloveka za takrat, ko mu je lepo in za takrat, ko ima stisko. Potrebuje dialog, potrebujemo se drug drugega in moramo si biti v oporo. In če hočemo našim otrokom pustiti dobro družbo, zdravo naravo, moramo se stopiti iz vseh teh hlastanj po dobrinah in moramo postati bolj ljudje.
Opažate, da je tega že več med ljudmi? Da smo bolj ljudje, da tudi ujme, ki so nas tako rekoč doletele in morda še pridejo, tega ne vemo, povezujejo tako rekoč vse nas. Vojna narave proti ljudem je strnila, kako bi človek rekel, vse nas v potrebi drug po drugem. To, kar smo doživljali zdaj, da so se ljudje tako zelo povezali, tudi v soseskah, kjer se niso poznali, da tukaj ni več pravzaprav ničesar drugega, kot samo jaz, ti in mi vsi, se mi zdi, da nam daje upati, da razumemo, da smo potrebni drug drugemu, da moramo biti preprosti in soodgovorni za življenje drugih in absolutno odgovorni in nujno pomagati vsem, ki so šibkejši od nas. In eden takih projektov je tudi projekt Botrstvo, kaj ne? Tako je. Projekt Botrstvo smo pravzaprav zasnovali pred 12-13 leti. Preprosto zato, ker otroci, čist vsak otrok je rojen z velikimi potenciali. In ta močna področja otrok, ki so jih izražali v naših dejavnostih, pa to so ali dnevne dejavnosti, ali letovanja, ali tabori, so ostala dobesedno prezrta, ker starši niso zmogli razvoja tega potencijala, kot ga nosijo otroci v sebi. In smo rekli, dajmo z Botrstvom tem otrokom pomagati. In res vi si ne morete misliti, Botrstvo se je razširilo, Botrstvo je vseslovenski program, Botrstvo producira res nepredstavljive talente otrok, ki so danes vrhunski športniki, vrhunski glasbeniki, res uspešni v svojih poklicih, znanstveniki, zdravniki. Skratka, vse tisto, o čemer so sanjali, smo jim dobesedno ustvarjali pot, da so lahko uresničili. In to je res program, ki dobesedno našo družbo krepi z samimi dobrimi ljudmi. Spoštovana Anita, a veste, da ste vi tudi mnogim vzornica? Da razmišljate o tem? Ali bi želeli biti samo Anita? Jaz sem vedno želela in tudi danes ostajam samo Anita. Ampak preprosto se mi zdi pa, da sem lahko samo ponosna na vse te ljudi, ki vse ustvarjajo to zgodbo za menoj, res ekipa ZPM Ljubljana Moste Polje, ali pa ponosna na vse naše otroke, ker pravim, da so to naši otroci, ki danes izdatno vračajo v družbi, so naše družine, ki zmorejo samostojno pot v življenje in tudi vračajo v družbi. In vsakega, ki pravzaprav popelješ do nove kvalitete življenja, za vsakega si srečen, si vesel in si uresničen. In jaz sem v tej zgodbi tako uresničena, da ostajam Anita. Naša dva radijska in televizijska kolega Klemen Bunderla in Ajda Mlakar sta povedala, zakaj je prav naša gostja lahko vzor vsem nam. Poglejmo. Anita, živo, jaz ne vem, če se spomnite, mi da sva se prvič srečala že pred enimi 17 leti. Takrat jaz nisem o vas kaj dosti vedel, razen od tega, da ste prišli s plemenitim namenom, ampak se veste, dostikrat v življenju pridejo ljudje s plemenitimi nameni. Ampak, ko sem pa jaz dal recimo Aniti roko, ko sem jo spoznal, meni se zdi, da sem se dotaknil nečesa višjega, večjega od sebe. In se mi je tudi zazdelo, da če obstajajo taki ljudje kot je Anita, potem se nam za človeštvo res ne treba bati. Tako da jaz sem navdušen nad vami, da ste taka borka, da ostajate, ne glede na vse, kar se v življenju zgodi, še zmeraj ista Anita. In hvala, ker ste, in upam, da je veliko takih Aničev na svetu in da boste velikim vzor. Jaz gospe Anite Ogulin sicer ne poznam osebno, sem pa seveda zanjo že slišala in mislim, da ga ni Slovenca, ki ne bi slišal zanjo oziroma vsaj za kakšno od njenih številnih dobrih del, ki jih opravlja kot njeno življenjsko poslanstvo. Moje mnenje je, da bi bil svet lepši, če bi bilo več takšnih Anit. Ne nazadnje pa sem tudi počaščena, da si je Anita vzela čas in da bo gostja v naši oddaji Iskreno z Majo Oderlap. Z veseljem in zanimanjem bom spremljala to oddajo in že v tem trenutku gospe Aniti pošiljam en srčen pozdrav. Upam, da si kdaj seževa tudi v živo v roke. Hvala, srečno. O tem, da ste vzor,
Mnogim torej ne razmišljate, ampak ste res izjemni, spoštovana Anita. Pa ni samo botrstvo eno izmed tistih res dobrih projektov, ampak tudi veriga dobrih ljudi. Res je, ogromno je programov in projektov, ki smo jih postavili v čas in prostor, zato da bi ta naša družba funkcionirala bolj enotno, bolj povezano. Ampak veriga dobrih ljudi je pa projekt celostne podpore in pomoči družini. In jaz vam moram povedati, da sem tudi na ta projekt tako zelo ponosna. Tukaj družini ne pomagamo samo materialno, finančno, je tudi brezplačna pravna pomoč, psihosocialna podpora in pomoč, ki jo vse bolj potrebujemo. Je socialno mreženje in so seveda veščine, ki jih ljudem dobesedno vzgajamo, zato da zmorejo novo rast in novo življenje, ki ni odvisno od nikogar, ampak od njih samih in gredo uspešno pot naprej. In naj ta projekt še ostane in se razvija tudi v bodoče. Spoštovana Anita, predno se posloviva, še kakšna vaša iskrena želja za bodočnost, tako za vas, če ste zdaj malo egoistični? Poleg zdravja, kaj si želite? Želim si, da bi bila naša družba tako lepo povezana, kot je bila ob tej povodnji, da bi ostala taka sočutna, solidarna, povezovalna, sodelujoča, da bi pravzaprav potovali skozi življenje lepše drug z drugim in našim otrokom pustili vzorce življenja, ki ga je vredno živeti. Kaj pa tista egoistična prošnja oziroma želja za vas? Absolutno, da bi se pozdravila, oziroma če se že ne morem pozdraviti, da bi ta moja bolezen mi omogočala še nekaj let ustvarjanja. In da bi vaš mož dobro skrbel za vrt, kaj ne? Ne, mož dobro skrbi za vrt, jaz si pa seveda iskreno želim biti več z vnukoma in seveda tudi s hčerjo, ki živijo v tujini. Bi lahko rekli, da na nek način živite svoje sanje? Lahko bi rekla, da tudi živim svoje sanje, ker na vse zadnje, poglejte, koliko lepih zgodb je skozi moje življenje že šlo in verjamem, da jih še bo. Hvala lepa, ker ste nocoj bili naša gostja. Ponosni smo na vas iskreno in iz srca. Pravijo, da je najlepše takrat, kadar človek lahko pomaga, in verjamem, da bo teh zgodb z našimi vsemi skupnimi močmi v bodoče še veliko. Najlepša hvala tudi vam in res je, če pomagaš drugemu, osrečuješ sebe. Hvala lepa. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Pomagajmo in osrečujmo sebe in tudi druge. Pa tudi sanjamo, sanjajmo in sanjarimo, kajti sanje vedno pridejo z razlogom. Pa lahko noč.